Lep in prijazen dan vam želim iz kraja, ki se imenuje Špitalav. Natančneje tukaj pred seboj vidite objekt, ki ni namenjen kulturi, čeprav v bistvu je delo velikega kulturnika, ki se je pisal Hundertwasser. Zanimivo je, da je mož ta objekt obdelal, tako kot zdaj vidite v tem posnetku, in sicer z namenom in po želji enega od dunajskih županov, ki je želel, da bi svoje meščane prepričal, da je sežigalnica smeti lahko tudi objekt vreden obiska, predvsem pa, da je tudi koristen. In eno in drugo je bilo s tem doseženo. Zanimivo je, da je ta sežigalnica ena od energetskih točk, ki zagotavlja kar nekaj energije mestu Dunaj. Nedavno, pa tudi morda še zdaj nekaj, je ta sežigalnica sežigala smeti iz Slovenije. Vendar so pozneje tukaj ugotovili, da je cena nekoliko prenizka oziroma so jo povišali, pa je bila ta predraga za našo Slovenijo. Zato so v bistvu počasi odnehali sprejemati smeti za sežig v tej sežigalnici. Zanimivo je, to vam žal v prispevku in posnetku ne moramo prikazati, da je sežigalnica, kar se tiče ozračja, neverjetno urejena in ekološko čista, predvsem pa zaradi filtrov, ki so nameščeni na njej. Torej, morda bi tudi mi v Sloveniji morali razmišljati o taki sežigalnici. Kje in kdaj bi jo postavili, ne vemo. A bistvo je, da ta deluje brezhibno in da omogoča Dunajčanom ekološko in ustrezno bivanje, brez pradu, seveda pa jim omogoča tudi dopolnilno energijo in tudi potrebno osnovo za obisk tudi turistov, ki množično prihajajo sem fotografirati zunanjo obdelavo tega objekta, znamenitega arhitekta Hundertwasserja. Vidite, to je bil naš namen, da vam pokažemo, kako lahko izgleda tudi sežigalnica drugače, kot si jo zamišljajo nekateri naši nosilci oblasti v Sloveniji. No, da o ekologih ne govorimo, za njih vedno nič ni prav. Tu pa moramo reči, da ni nikakršnega ne slabega duha, kaj šele, da bi v bistvu bil vonj negativen in okolje nezadovoljno. Tako je pač v eni državi, v drugih pač drugače. Tu velja red, pri nas pa, kot veste, sežigajo smeti kar takole in sicer, ko se jim zljubi, jih sežigajo kar na kraju samem oziroma na področju zbiranja. Zato je tudi tako, da imamo kar nekaj tako imenovanih samovžigov, ki jih policija še vedno raziskuje, da jih bo raziskala, pa ne vemo. No, mi končajmo s tem posnetkom in s pogledom na sežigalnico na Dunaju v kraju Špitalav, ki je približno 30 km iz središča mesta Dunaj. Zanimivo, mar ne? Lepo se imejte in upam, da zopet veste nekaj več.